Bil je vzornik Zabevkovega čedermaca. Gospoda Kufolja so se spomnili ob 130-letnici rojstva in 60-letnici smrti. Na pobudo kulturno-verskega lista Dom in združenja Eugen Blankin so se ob 130-letnici rojstva in 60-letnici smrti spomnili slovenskega duhovnika Antona Kufolja. Z duhovnikom Jožefom Kramarjem predstavlja arhetip beneškega čedermaca. Nanj se je France Bevk opiral, ko je pisal svoj roman, pri njem preživel dalj časa. Anton Kufol je tudi sam veliko pisal. Zelo dragoceni so njegovi dnevniki v 10 zvezkih, ki za vsak dan pokrivajo obe svetovni vojni. Med prvo vojno je bil na soški fronti, od leta 1920 pa do smrti, torej celih 39 let, dušni pastir v Lazah. V svojem duhovniškem življenju uresničil tisto, kar je učil Ivan Trinko, da mora biti duhovnik. Prvo, da mora skrbeti za dušice, kakor je pravil on, potem skrbeti za potrebe ljudi, materialne potrebe in za slovenski jezik. Te so bile tiste 3 točke, katerim je gospod Kufolo posvetil življenje. Fotografijo v Beneški galeriji nudi vpogled v obdobje vezano na življenje v Lazah. Tu je pisal tudi zelo dragoceno župnijsko kroniko, podpiral bogoslovce, pomagal ljudem, zbiral narodno blago. Bil je pravi dober pastir. Mašo za dušnico v cerkvi, ki obogati slovenski križev pot, je daroval Marino Koalica, ob njem Božo Zuanella. Pel je zbor naše vasi iz Stipane, odkudar je bil Kufol doma, saj se je rodil v vasi Plestišča. On je bil kot očak vseh, recimo, duhovnikov, potem semeniščevkov, in njega veliko veselje je bilo sprejmeti vse in tudi slediti naše korake naprej, nam dati pogum za iti naprej in tudi ne se bati in tudi potem ohraniti spomin naše zgodovine. Zato, kar je zapisal on, nam je dal tudi ta zgled. Ma posebno to, tako veselo je sprejmil vse, da smo se zares tako kijala njegove nečakenja, slutili kot ena sama družina, smo se pomagali, smo si dali pogum za iti naprej. To recimo za ohraniti spomin naše zgodovine, naše vere, našega jezika, našega ljudstva. O stricu je po maši spregovorila nečakinja, sestra Antonija, ki je ob stricu preživela otroška leta, ob njem pa je bila tudi v dneh pred smrtjo. Bil je skromen, ljudski, hvaležen za duhovništvo, ljubil je domače kraje in ljudi. Veliko je bral, vrata njegovega župnišča so bila vedno odprta, bil je svoboden in moder človek.